Ola, sem rekel, peša v most. A niso zrušili ne prva svetovna vojna, Soška fronta, ne druga svetovna, jaz sem z Hrušku sem ga zrušil. Vid voditelj na Radiu Robin. Z nami so Monade Ankacade. Živjo neznanec, kako si? V redu, ti? Ja, fantastično, zdaj, ko si ti prišel, pa še toliko bolj. Je pa tudi on že ošemljen, ne? Je ima klobuk kavbojski, pa tele očala in masko proti covidi. Sam zakaj ima pa ta maska lukno? Danes sem prišel oblečen kot kavbojc. Aha. Samo prehlejen kavbojc. A, prehlejen. Ja. Sam zakaj ima pa lukno ta maska? A, ta je z onih cajtov, veš, COVID, strokovnjaki, COVID ukrep, da pleh muzika, si lahko naredi luknjo. Lukno, ne? Da piha, evo, tako in on bo pihal nadalje. Dragi kolega, kako se je vse skupaj sploh začelo, povej nam? Začelo se je novembra 2020, ko me je prijatelj povabil na Grodehinah, njemu domov. Aha. No, takrat je bil COVID, ne, so jih dali to policijsko uro. Smo vedeli, da ne bo ratalo od 19 do 21 pred domov. Ne. Ja, seveda. Ne morem, ma pridi, ne morem, ampak ni zastopil, sem naredil video od Rambota. A, tako. Tako, ti si ta prvi, ta najbolj prvi. Ja. Tako. In odkot pa ime, zakaj Monade in Ankacade? To je bilo tako, 1 minuta. Čakaj, Mlakar ima kaseto Baladan Štruncade, zakaj ne bi bil jaz Monade Ankacade? Evo. In je ratalo, in zdaj si tukaj. No, in eden izmed novejših videov je, kaj če bi bil Trump Slovenec in bi zmagal v Sloveniji. Dajmo slišati, kako si to predstavil. Tehran bo spet en samo slovenski. Temu en AliExpress bomo ukilni in se bo lahko kupavalo samo na mimovrsta.com. Spet bomo zalaufali MIP, kjer se bo klalo beke in presate. Skrbel bom, da se bo spet zalaufalo alternatorje na Iskri. Obstajala bosta samo dva spola, moški in ženska. In razlikovalo se bo samo v tem, da se bo pokazalo, kdo ima jajce in kdo jih nima. Trde bojo končno dobila terme, take, ko jih človek še nikoli ni videl. Namesto termalne vode bo v bazenah rebula. Briška rebula. In publika je ponorela. Ja, plavali bomo v briški rebuli. Evo, kljub narečju se je priljubljenost skupine razširila čez celotno Slovenijo. Ti si postal kot en ambasador mirenskega narečja, bi lahko rekli, ali kako? Tako, sem ostal zmeran zvest temu. No, in pazi, to tvojo dodano vrednost in promocijo občine opazil tudi župan občine Miren Kostanjevica, Mauricij Humar. Lepo je slišati v našem narečju, seveda jaz zagovarjam šale in hecanje, to je za vse nas dobro. Pomembno pa je, da smo pri tem le zmirni in da uporabljamo besede, ki so pač primerne. Lepo slišati pohvale prvega občana. A? Tako, hvala Mauricij. Ja, odmeven je bil pred nedolgo nazaj en tvojih zadnjih videov, ki so ga predvajali celo v oddaji 24 ur na Pop TV, pa dejmo mi slišati tale kuešček. Zdaj se je izkazalo, da je obe nesreči povzročil isti voznik. Z nevsakdanjo nesrečo pa se ne ukvarja zgolj policija, temveč tudi domači humoristi. Ustvarjalci spletne strani Monade Ankacade so iz trka naredili celo parodijo. Ola, sem rekel, peša v most. A niso zrušili ne prva svetovna vojna, Soška fronta, ne druga svetovna, jaz sem z Hrušku sem ga zrušil. Preko spletne ankete pa so našli tudi rešitev za nadvoz. Zmaha je odgovor D, v tretje gre Rado. In če ne gremo pa imi do Rado, ta ne špric. No, in so šli. No, in za ta prispevek je poskrbela nekdanja Robinova novinarka, danes pa novinarka na 24 ur, Mateja Polšak-Čuk, ki prihaja v naš studio. Hola! Mateja Polšak-Čuk je prišla. Si pa prva gostja, ki me je prišla objet na to stran. Zato ni bilo znano. Ma vidiš ti? Ona je Robinovka, poslušaj, ne? Tako je. Živjo, Mateja. Ja, čau. Tudi ti ljubiteljica Monad Ankacad. Res je. Ja, že dolgo spremljaš? Že kar nekaj časa, ko sem jih prvič opazila na Facebooku, sem jih začela spremljati in moram reči, da me vedno znova nasmejijo in spravijo v dobro voljo. No, in prav ta tvoj
prispevek je bil menda zelo tako odmeven, priljubljen tudi med sodelavci. Ne? Smo videli, Edija Pucerja si nasmejala. Ja, kar fajn je bil razsmejan, ampak moram reči, da res poslušalci, gledalci od Bovca do Nove Gorice nikoli ponovadi mi ne komentirajo prispevkov, ampak so mi rekli, veš, on je bil ful dober. Tako da je bil opazen. Je bil opazen. In zdaj se je izkazalo, da je bil voznik čist, torej brez opijatov, a bi kolega recimo uspel narediti nadaljevanje tega dogajanja. Zdaj takoj. Evo, zdaj bomo mi to slišali. Tako da, Mateja, lahko si daš tudi ti slušalke, da bo slišala, zakaj točno se gre. Torej, tole je uradno, premierno nadaljevanje zgodbe o Božičku in policistu. Halo, kaj sem dobil Božička? Ja, povejte. Živijo, veste kaj, iz policije kličen. So prišli rezultati testiranj na opijate in alkohol. Po tisti drugi nesreči, ki ste jo jemal z Vulkanskim mostom, ne? No, veste kaj, kaže vse negativno, ste bil čist tisti dan, tako da se vam moramo iskreno opravičiti. A ja? Ma ste višni? Delajo prav tisti aparati, ste jim zamenjali baterije, ki je skoraj nemogoče, da ni pokazalo nič. Vse tisto, kar smo videli sta dneve konzumirali in upili, fan moj, dvomi je, da kaže prav. Ja, višno, vam garantiran, ste bil čist, tako da se vam res iskreno opravičavamo še enkrat. Ma ne, se ni problem tu. Problem je, kako bom zdaj povedal mojim prijateljem, da sem se zaletel 2 bota v en isti most trezan. Zdaj viš, bomo imeli komaj za molnu. In zdaj boš se soočil z najtežjimi vprašanji. Naše Vipovce radi zaslišijo naši najmlajši in tokrat jih ima zate 10-letna radovedna Leja. Živijo, gospod, ne vem, kdo si. Zakaj ne poveš svojega imena in se povsod pojavljaš na Semljen? Ne vem, nimam neka potreba se razkazavati, tako da... Ne govorijo monade in kacade, je tako? Ne, veš kaj je? Greh se pove, grešnika pa ne. Tako, gremo na naslednje. Kaj pomeni monade in kacade? Ma to je bilo neka zajebancija in... Ne, zajebancija. Ne moram druga beseda uporabiti, ker ste premladi. Ste premladi. Gremo na naslednje. Kaj ti je v Ljubljani najbolj všeč? Mi ponoviš, kaj? Da kaj te v Ljubljani najbolj všeč, pravi, sprašuje. Veš kaj? Tabla, Koper, Trst, Gorica. Menda si bil dolga leta tudi član nogometnega društva Adria. Ja, na to sem zelo ponosen. Zelo ponosen in nekaj tvojih sotekmovalcev je v našem studiu. Adria! Evo, z nami so, pa pazi, zdaj moram pa jaz tu prebrati, Tomaž, Simon, Bojan in Tadej. Živijo. Evo, kar pridite bližje okoli tistega mikrofona. Menda ste zdaj tukaj žogo, ste prinesli za en poseben izziv. Pokaže, če je še kaj v formi, če je še kaj prime balu v rokovanju, znaš je žonglirati, zato ne. Pa dejmo, evo in poglejte, vi voditelj spet odbija žogo z vsemi predeli telesa. Nekaj glavce, nekaj kolen in členkov in uspelo mu je narediti enih 30 odboju. Ne smo šteli na oko, tako na okoli. Ja. Zdaj pa en mini kviz, odgovarjati pa morate z Bilje ali pa Adria. Ste pripravljeni? Prav. Evo, gremo. Kdo ima glasnejše navijače? Adria. Kateri navijači več spijejo? Adria. Kdo zabije več golov? Verjetno tako je, ne? Bilje. No, dobro, ali ne bo ena znanje. Kdo ima lepše navijačice? Adria. Kdo je boljši nasprotnik? Ja, medsebojni. Ja, Adria. In kdo je v boljši ligi? Dejo glasa, rajše. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.